tudi po 10 letih lahko rečemo, da je Nova Slovenija še vedno mlada stranka. Ustanovitelji in tudi naš prvi predsednik, dr. Andrej Bajuk, so imeli ob ustanovitvi pred očmi predvsem željo po bolj jasnem in bolj preglednem političnem prostoru na Slovenskem. In prepričana sem, da se v teh letih temu nismo izneverili. Ne kot stranka in ne kot posamezniki, pa naj si bo ali delujemo kot funkcionarji ali pa kot posamezni člani po Sloveniji. Ves čas je naše delovanje odgovorno s ciljem krščanskega usmerjanja demokratične družbe, demokratične Slovenije. In predvsem je Nova Slovenija tudi glas tistih, ki imajo v slovenskem prostoru in slovenski družbi čedalje manj možnosti, namesto da bi imeli čedalje več glasu, predvsem zato, ker je oder javnosti rezerviran, pridržan samo za ene, namesto za vse. Naj tukaj samo omenim vsa dogajanja okoli družinskega zakonika. Kot predsednica sveta stranke sem zadovoljna, da se je vloga sveta v zadnjih letih okrepila. Na prvo mesto predvsem postavljamo interese slovenske države in slovenskega naroda. Predvsem pa ne pristajamo na to, da socialna krivičnost, da gospodarska iznekaženost in neetičnost in pa pravna neenakost postanejo del našega vsakdanjika. Na to ne pristajamo in tega nam nima nihče pravice vzeti. Največji dokaz, da je naše delovanje, da je naše razmišljanje pravilno, kažejo mnoge spodbude naših somišljenikov, ko v nas prepoznajo, da je Nova Slovenija socialna stranka, da je Nova Slovenija nacionalna, pa tudi podjetna stranka. Predvsem pa, da smo stranka, v kateri zavračamo vsakršne skrajnosti, kot sta levičarstvo kontinuitete in pa tudi retorična desničarska nacionalnost. Torej, Nova Slovenija želi biti dober sogovornik tako posameznikom kot tudi skupinam in zato sem prepričana, da se bo vse več Slovencev prepoznalo v našem kvalitetnem programu, v našem kvalitetnem delu. In želim vsem skupaj, da bi danes ob našem praznovanju praznovali skupaj z nami in ob tem tudi uživali.